Dobrodošli v nov vlog. Začenja se v nedeljo pozno, ker sem imela 22-urni stream. Začela sem graditi Lego hišo strahov in zdaj sem z Miko počivama, ker smo močno zmatrani, predvsem ona, ker je imela ful dela. Tako da tu začenjam in ko se bo kaj dogajalo, se vidimo. Zaenkrat bom pa provala tako malo zadremati ali pa tudi ne. Malo bom gledala TV, tako nič delala, ker to je bil pa res dolg stream. Malo me grlo od govorjenja boli, ampak ja, ful je bilo fajn. Torej, danes ni nekega ful plana, jutri bom objavila angleški video, tako da ga bom verjetno danes že začela montirati. Namesto danes, ker pač zaradi streama, pa moram pospraviti, kaj pojesti, verjetno pico. Kavč imam raztegnin, ker smo tu spale, ker je bil pač 22-urni stream in je bilo treba spati, ne. Tako da imamo zdaj fajn. Vele kavč, ne vem še kaj bom gledala, mogoče YouTube, mogoče Netflix, bomo videli. Da se vam malo javim, spala sem 1 uro pa pol ali 2, malo sem se tudi premetala. Glih sem kuhno pospravila, tako da, oziroma vse kuhno, malo sem tu pospravila. Dobro, kavč sem še pustila, cote sem prinesla, ker jaz sem tako malo vlažno. Pomila posodo, napolnila pomivalca, v glavnem tako se počutim dosti produktivno in tudi smeti sem odnesla. Tukaj ne zgleda pospravljeno, ampak itak bom še sestavljala. Drugače pa včeraj sem si spekla v pečici kostanje in so bile ful fajn. Danes sem jih pa dala v airfryer za 5 minut in spet v mokro coto, zato da se lažje lupijo. Tu imam pa sladki mošt, ki že malo vre. Tako da grem zdaj na kavč, malo bom še gledala Netflix, jedla kostanje in tako naprej. In pol se bomo po moje videli jutri, ker danes ne bo kaj dosti se dogajalo. Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder about you, 'cause I can stay till the morning. Stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. V sendvič sem si naredila pa malo ostankov. To so bučine palačinke, te zelene bučine, oranžne. Mislim, ful enostavno, včeraj sem to delala na streamu in sicer naribaš buč, čim bolj male koščke in pol odcediš dobro in pol daš jajce, peteršilj, moko, to zmešaš, sol, poper in pol jih pečeš na kar dosti olja, tako bi skoraj malo cvrl, ampak to je čisto po želji. In ja, dejansko so ful dobre. Tu zraven imam pa kislo smetano, koriander suhi, sol, poper, limono in česen. Tako da to pol namakaš, ne, ful dobro. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever you're around, whenever you're around. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did? But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause
feel so much better. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day, and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Ja, dan se mi je prav zluštalo takega kosila, pa že dolgo nisem tega rižotinega riža jedla, tega ne operem, da je tako malo sočen. Tako da ja, izgleda kar dobro. Ni še hrane zate, ona za vsak dan prosi za hrano, malo bolj pač zgodaj in sem ne se, prehitro je še, čez 1 uro. Ne. Evo, pojedla sem, zdaj pa še uživam ob kavi in sončnem zahodu. Lepo je. Čin, malo gledam YouTube. Ok, imela sem zelo dolg stream, 6 ur, nisem to planirala. Mi kot trga, po moja polna luna, ne vem, se je končno ulegla, 1:02. Jaz pa bom šla zdaj spat, pa se vidimo jutri. Dobro, lahko noč. Dobro jutro. Evo, par stvari sem že zrihtala na računalniku, pomila sem posodo, ker sem si včeraj pustila. Zdaj pa, medtem ko pijem čaj, razmišljam, da bi malo Lego kocke sestavljala, eno vrečkico in gledala YouTube, ker itak zjutraj ponavadi sem na kavču. Včeraj sem še pol brala knjigo in sem zaspala s knjigo in z lučjo, ne vem, dokdaj sem imela luč in knjigo v roki in sem se skozi premetavala, sem videla na kameri. Maja mi je posodila eno, oziroma 2 mi je posodila, pa sem zdaj začela s to. Zavedno del tebe. Colleen Hoover. Mislim, da ona tako ful znana po teh romantičnih mogoče. No, v glavnem ja, sem že kar nekaj prebrala. 3 zjutraj sem brala. V glavnem, gremo zdaj kockat. Medtem ko sestavljamo kocke, sem se odločila, da bom imela tak mini monolog na temo moje izkušnje s tem, kako sem bila vedno sramežljiva, tiha in kako sem prišla do tega, da sem zdaj samozavestna in pač da se sprejmem, da sem pač taka. Ne. Jaz sem se po moje več kot polovice svojega življenja sekirala, da sem čudna, zato ker sem pač skozi tiha oziroma sem ful malo govorila, da sem rada sama, občasno samo v družbi. Svet, ki ga pa zdaj poznamo, oziroma že nasploh se mi zdi, da vedno bolj sprejema te ljudje, ki so bolj družbena bitja, mogoče tudi bolj glasni, bolj zgovorni in to je vedno kot nekaj pozitivnega sprejeto, če si pa obratno od tega, je pa negativno. In polno sem se spoznala z internetom in na internetu se lahko tudi marsikaj naučiš in vidiš, da nisi edini, ko si čudno v narekovajih in da obstaja pač več vrst ljudi in to je okej. Recimo, taki kot sem jaz, se ponavadi poimenujejo introverti, obratno ekstroverti. Zdaj, jaz ne verjamem, da sta 2 vrsti ljudi, ampak ja, to je tak na najbolj enostaven način. Doskrat sem se kar tako malo neumno počutila, zato ker sem bila pač bolj tiha in vsi mislijo, da nimaš nič za povedati, ali pa ti celo reče, kaj si pa ti tako tiho reči, kaj bla bla bla.
Recimo, redko kdaj sem dvignala roko v šoli, tudi če sem vedela odgovor, pač se nisem hotela izpostavljati. Torej, karkoli, da bi me izpostavilo, temu sem se izogibala. Če dam en konkreten, ful tipični primer, jaz sovražim klicati. Pa ne govorim zdaj te, ko so mi blizu, ko mi je čisto mimogrede, ampak ne vem, da se moraš kam naročiti, da moraš se kaj pozanimati, pač to je meni grozno še zdaj. Vedno se pripravim, kaj bom rekla, vedno odlašam, da pokličem, srce mi razbija, ko moram poklicati in vsakič pač pol, ko to narediš, malo lažje postaje, ni pa nikoli čisto fajn. Isto v trgovini recimo ali pa kjerkoli v javnosti, jaz rajš porabim 15 minut, da nekaj sama najdem, ko pa da bi vprašala, kje je, če sploh je. Mora biti res kriza, da jaz vprašam. Ali pa recimo, ko smo na kakem praznovanju ali pa so kaki dolgi obiski ali pa smo mi na obiskih, jaz se doskrat tako umaknem, grem recimo v avto, pa grem tek na samo, za 20 minut, pa prijem nazaj, pa sem cool. Pač tek malo pavze rabim. Recimo v srednji šoli sem se, ko smo šli na kak žur, vedno zanašala na alkohol, da sem se sprostila in sem bila ful ekstrovertirana zaradi alkohola, kar je dosti žalostno, tako da ne tega delati, prosim. Ampak kombinacija mladostništva, ne samo zavesti in to, da si sramežljiv, introvertiran, je tek grozno, ker pač itak hočeš biti del neke družbe, sploh ko si mlajši. In ja, ne priporočam, da upraviš alkohol zato, da si bolj všeč, zato ker drug dan boš razočaran in boš spet na istem oziroma na še hujšem. Torej, da sem se sprejela in to je trajalo kar nekaj let, moja pot, da sem se naučila biti bolj ekstrovertirana, se je začela na študiju, kjer sem študirala likovno pedagogiko. Predstavljaj si nekoga, ki je zadržan in introvertiran, da gre študirati za učitelja. In tam je bilo dosti teh nastopov, pa ne samo pol direkt na šoli, ampak tudi na faksu smo imeli dosti teh javnih nastopov in v bistvu vaja, prvič je grozno, drugič je malo manj grozno in tak naprej, nikoli ni bilo 100% tak sproščeno, ampak se navadiš na ta občutek. Pol naslednja stvar je bilo, ko sem začela delati make-up, ful novih ljudi sem spoznala, ker sem tudi na dom hodila, nisem vedela, kam me čaka in s tem sem se naučila ful teh socialnih veščin, kako se pogovarjati s stranko in ja, to pride z vajo. Pol ena izmed večjih prelomnic je bila YouTube, ki me je naučil ful stvari. Najprej sem recimo snemala pač sliko in sem dala muziko zraven, že to mi je bilo In pol sem počasi začela delati te voice overje, torej da sem se snemala brez da govorim in pol čez posnela zvok. In pol počasi sem začela dejansko govoriti v video. Zdaj pa se mi recimo zdi čisto normalno. Še vedno recimo, ko jaz objavim video, me vedno tako malo stisne pri srcu, zato ker tako malo se počutiš ranljivo, ko deliš svoje življenje. In jaz res vse delim, oziroma pač velik del mojega življenja delim. In vedno me tako malo stisne, ampak pol sem cool po parih minutah. In pol še en korak naprej je bil livestream, ker livestream je pač ne moreš ti montirati, ne moreš ponoviti nekaj, če se zmotiš. Poleg tega sem začela livestreamati v angleščini, predtem nisem jaz govorila niti 2 minuti skupaj angleško, razen tak, ko si šel na kako potovanje. Vsemi temi stvarmi se mi je gradila samozavest, navadila sem se na stvari. Še vedno sem po naravi introvertirana, pride dostikrat nerodni trenutki, ampak se ful lažje soočam s takimi izzivi. Tako da karkoli si introvert ali pa ekstrovert, ki to poslušaš, čisto okej smo. Taki kot smo, ne škodi pa, da delamo na sebi, kot sem rekla. Jaz kot introvert se pravim malo izpostaviti v smislu nerodnim situacijam, da se iz njih naučim. Mogoče bi ekstroverti mogli kdaj pomisliti na introverte bolj, da pač mogoče nočejo biti toliko v družbi, mogoče nočejo to govoriti. Ja, to je to. Z leti postane lažje, ampak če se izogibaš vsemu temu, ne bo postalo lažje, tako da dajmo. We can do this! Ok, da se vam malo javim, oprala sem si glavo in se spravila na sprehod, čeprav tako malo že zaspana ratala, ker je več tak zajtu dnevo in sem vesela, da sem šla, ful je lepo, perfektno vreme, ni prevroče. In ja, pa že ura tako blizu 5, kao spijem, se pripravim na stream.
Jaz sem iz dolgega sprehoda, šla sem še pol mimogrede nazaj v Spar, po par stvari. Videla sem palačinke v Sparu, pa se mi tako redko kdaj sladkega obroka zlušta, glih včeraj sem o tem govorila. In sem bila, ne bom kupila palačink, si bom naredila šmorn, ker imam itak šmorn ful reč. Tako da bomo naredili dan šmorn, ono burrito bolo bom imela pa pol za večerjo, tako da bo perfektno, da bom lahko med streamom jedla. Torej, zmanjkalo mi je jajc in oliv in v bistvu sem šla zaradi tega, potem sem še par stvari vzela, limono, limeto, brokoli, ker bom brokolijevo juho po moje jutri naredila, ene te riževe nudle, pad thai si moram narediti spet, ker je bil tek dober zanč. Ta teden se mi je tek dvakrat že luštalo te mešane solate, pa nisem več imela domače, tako da sem si jo kupila pa eno tako hitro omako za kdaj, ko se mi mudi. Pa kupila sem si nekofeinsko kavo, malo je bila draga, ampak ja, itak je ful. Za takrat, ko pač recimo se mi lušta kave, pa nočem, da ima učinek. Tako da, ja, za tiste trenutke. Zdaj imam pa tam kavo, ko sem si jo že prej pripravila. Ta je prava kofeinska. Bomo si zdaj naredili šmorn in bomo kavo zraven pili. To bi pa po moje dalo v hladilnik, glede na to, da še nem zajedla. Večerja končana. Evo, ful pozno zvečer po streamu sem se lotila delati zrezke v omaki. Nisem jih še nikoli delala in kot vidite, nimam tudi niti onega kladiva za stanjšati meso. Tako da sem pol pogooglala in je Google rekel, da uporabi ta valjar, rolič, kakorkoli. Pol sem začinila, zdaj, če bi še enkrat delala, kar sem tudi pol po tem, ko sem že naredila to, sem šla izgooglati namesto prej, sem videla, da je boljš, da fajn zapečeš meso, ne pokrito, zato da dobi več barve. Jaz sem pač pokrila, ne vem zakaj. Vse je bilo dobro, ampak še boljše, če odkrito zapečeš na vsaki strani 3 minute, tako da dobi barvo in da tisti okus. Pol sem res na fino zmlela čebulo, nisem je rezala na roke, ker je ful bolj enostavno v tem in jo res tako na drobno se seklja, da je pol fajn za omako. Tu vidite, koliko naravne omake so spustili zrezki, ampak tako sem rekla še enkrat, če bi delala še enkrat, bi jih pekla odkrite. In pol sem dala kar čebulo v to naravno omako, da se v bistvu na nek način kuhala in pražila hkrati, ker sem res hotela, da razpade čim bolj. Pa tudi solila sem jo, da pomagam čebuli, da se razgradi. Ok, ker nisem imela mezge, sem dodala pač to omako paradižniko, ampak je bilo tudi čisto ok. In pol sem zalila in dodala še govejo kocko. Pol dam meso nazaj, zato da se kuha in se res kuha, tako da je čisto mehko, da že kar malo razpada. Ful cajta sem kuhala, ne vem koliko, nisem gledala na uro. Pol ko je že skoraj kuhano, na koncu sem še dodala peteršilj,
fajn ga je dati bolj na koncu, drugače izgubi aromo, če ga predolgo kuhaš, nekaj takega, nisem ziher. Pol sem se pa odločila, da bom jaz s paličnim to zmiksala, da bom res tako gladko, lepo v mako dobila. Ni mus, ampak se mi zdi, da je ful lepo prišlo, tako res kremno. In pol to ješ z pirejem ali pa polento, kakorkoli. Jaz sem si naredila malo več, pa sem dala pol v zmrzovalnik, pol pa lahko imaš pol pač z prilogo po izbiri. Missing someone